eden ključnih mož tiste zlate generacije slovenske odbojke, ki nas je v zadnjem desetletju večkrat spravila na noge in nam povzročila ogromno enega veselja. Trikratni podprvak Evrope, udeleženec olimpijskih iger, tako podajalec, izjemen borec in še bi lahko naštevali Dejan Vinčič. Živijo. Kako si najprej? V redu, malo še utrujen, ampak ja, počasi prihajam k sebi. In kaj zdaj v bistvu vsi mediji te hočemo zdaj na vseh koncih in krajih? Kaj zdaj je težje odgovarjati tukaj na vprašanja ali odigrati 5 setov na kakšni res težki tekmi? Ma ne, sem že navajen, se ni hudega, je pa res, da se v zadnjem času res en kup teh intervjujev pa gostovanj nabralo, ampak delam to z največjim veseljem, tako da je pa sigurno lažje igrati odbojko, kot pa to gleda. No, zdaj po dobrih 20 letih v dresu z državnim hrbom si zdaj napovedal slovo od reprezentance, zdaj je torej čas za novo poglavje v življenju. Ja, res je, jaz sem se upokojil od reprezentančnega dresa po več kot 20 letih. Mislim, da je prišel čas za druge igralce, za mlade. Jaz sem res se toliko izčrpal in toliko dal v vseh teh poletjih za reprezentanco in videl sem že v bistvu po olimpijskih igrah, da je to, se sprijaznil s tem, bil pomirjen, na kar je potem sledil klic selektorja Fabijota, če bi še stisnil to poletje, da pomagam pri tej tranziciji, kajti ogromno mladih se je letos priključilo reprezentanci. In ja, potem po razmisleku nedolgem, doma smo se malo pogovorili, tako vsi so bili navdušeni, da bom še šel, predvsem otroci. Tako, da bodo imeli malo več tako, in časa. tako, da sem se še odločil, da to poletje jim pomagam in ja, poje pa v bistvu po 2 mesecih sem že res bil toliko in mentalno in fizično izčrpan, da sem rekel, da je to, da je bil čas in da sem jaz dal svoj maksimum in da jim težko še pomagam. In ja, na koncu ta sloves, ki je bil res v Stožicah fenomenalen. Nisem pričakoval, da bo res toliko ljudi še po koncu tekme ostalo, 10,000 ljudi ostalo še 40 minut po tekmi. Ja, to tudi nekaj pove potem. Ja, res je, standing ovations cel čas in ja, velika čast in ja, jaz sem ponosen na vse to, kar smo naredili. Torej, zdaj, ko pogledaš nazaj svojo reprezentančno zgodbo, kakšen naslov bi dal? Thriller, pravljica, vsega je bilo. Najbolj opiše pa, če že kjer pogledal serijo Bratje z igrišča. Tako, nekaj o tem bova še spregovorila kasneje. Ja. Tam je zelo dobro prikazano vse, naša pot. Tako. Torej, dobrih 20 let si igral v reprezentanci. A se spomniš mogoče tiste prve reprezentančne tekme? Ne. To je bilo 2-4, Tiže Varoš proti Moldaviji, sploh ne vem, sem igral ali nisem igral. Res se slabo spomnim, zdaj se mi je ena novinarka, naša prijateljica, ki je od samega štarta z nami v tej odbojkarski zgodbi poslala neke screenshote iz te tekme in niti ne vem, da sem imel tak dres, da je oblečen. Takrat v bistvu reprezentančna odbojka še ni bila tako razvita kot danes, kaj ne? Kakšno pot je zdaj prehodila? Težko je bilo prvo, bom rekel, desetletje, prvih par let smo se res tako kot zveza, tako kot mi igralci, organizacijsko smo bili na zelo, zelo nizkem nivoju, rezultati nikjer jih ni bilo, igrali smo predkvalifikacije za velika tekmovanja, redko kdaj na njih prišli, če smo prišli, ponavadi se je to končalo v skupinskem delu. Tako da sigurno je bilo v teh 20 letih več težkih časov, ampak tista vera in tisto bratstvo in vizija, da nam lahko uspe, da imamo to kvaliteto, samo da se moramo povezati, da se nam more tudi mogoče malo posrečiti,
je potem, po moje, stisnil prvemu evropskemu prvenstvu, kjer smo osvojili srebrno kolajno. Tam smo, po moje, naredili tak največji preskok, da res tja spadamo, da smo videli, da lahko tekmujemo z največjimi, in potem se je ta pravljica samo nadaljevala. In zdaj ste nas kar razvadili, da, tako, da ta raven tako mora biti, ne? Ja, ni lahko, mislim, ni lahko tem mladim zdaj stopiti v naše čevlje, sigurno, da ne. Tako nam ni bilo lahko takrat, ko smo mi začenjali, s tem, da je zdaj velika razlika. Takrat, tudi če nisi uspel, te noben je obsojal ali pa noben ni imel kaj prav dosti za komentirati. Zdaj pa si v samem vrhu že zadnjih 10 let med najboljšimi reprezentancami na svetu in zdaj pa treba to vzdrževati. Zdaj kar vsak pred televizijo znal največ od odbojke. Zdaj mislim, da te mladci, kar jim je lepo. Mislim, jaz bi dal vse, da začnem svojo reprezentančno kariero na takem nivoju, pa da jo nadaljujem zdaj. Ampak je pa tudi ogromen pritisk. Tako da jaz prepričan sem, da se bojo fantje znašli, da še zmeri je v reprezentanci dosti starejših, ki jim bojo pomagali pri tej nadaljni poti in tranziciji. Tako da verjamem, da potencijala je, da se ta zgodba nadaljuje. Dejan, vsaka velika ekipa ima svoje zakulisje, kaj ne? In pri slovenski reprezentanci se v bistvu vedno zdi, da je bila kemija med fanti v bistvu nekaj posebnega. Res je. Če ne bi bila posebna, sigurno ne bi bilo vseh teh rezultatov. Tako bratstvo, ki smo mi ustvarili, in tak kult v tej reprezentanci, ne vem, če je že kdo vsa ta leta preživeta skupaj, vsa poletja, katera smo dali reprezentanci, te seveda povežejo tudi tako bolj osebno in na tisto, kar sem jaz najbolj ponosen po tej reprezentančni karieri, da bom sigurno z vsemi fanti v kontaktu še naprej, da bomo ostali bratje še naprej in to si štejem nekako kot največji ponosno. V bistvu po tej vaši kemiji je bila ta posneta, kot si prej omenil, ta serija Brati iz igrišča. Kako pa je bilo recimo v garderobah takrat, ko pa ni šlo? Takrat, ko gre, je vse super, fajn, se imate super. Kaj pa takrat, ko se zalomi? Ja, dosti je takih momentov, mogoče celo več kot tistih, ki gre vse gladko, lepo. Takrat si treba naliti čistega vina, in si povedati ven, povedati stvari, kaj je narobe, ne skrivati ali pa držati v sebi. In tu je predvsem naš kapetan Tine Ornaut ogromen napredek vsej tej reprezentanci naredil, da smo res postali odprti drugega, da ni nič osebnega, če rečeš nekomu, to ni v redu, ali pa to nisi v redu naredil, to moš spremeniti, in se vse vzeme kot dobro, da bomo jutri boljši, da bomo jutri zmagali, da bomo lahko igrali z najboljšimi, in to so vsekakor stvari, ki so zelo pomembne, mislim, ne samo odbojki, v vsakem športu ali pa v vsakem kolektivu, ki si, da lahko funkcioniraš normalno. Kaj pa recimo, kolikšen pomen imajo pa navijači v teh trenutkih? Pa navijači ogromen. Mi smo imeli zdaj že 2-3 velika tekmovanja tle v Stožicah, Evropsko prvenstvo, svetovno prvenstvo, skupinski del, ta Liga narodov, jo imamo zdaj še za naslednje 2 leti ali 3. In taka energija, ki se zgodi v Stožicah, je redko kje doživiš. Jaz sem zdaj že parkrat v zadnjem času rekel, da če bi mi eno to finale imeli pred polnimi Stožicami doma, bi sigurno se ukitili tudi z zlatom. Definitivno. To ne dvomim. Tisto evropsko, kaj je že bilo, 2019-17, ki smo imeli v Stožicah, ki smo pol v Parizu izgubili finale od Srbije, recimo tam so padle reprezentance, četrtfinale Bolgarija osmino finale, četrtfinale Rusija in potem Poljaki v polfinalu. In velika zasluga tem navijačem. Jaz pravim, da so to najboljši navijači, odbojkarski navijači v Stožicah, kar res nobene ne sedi, tam bi lahko gladko prodajal stojišča, ker noben ne rabi sedeti.
mislim, noben ne sedi in res fenomenalni so. Jaz sem bila, mislim, da na Bolgariji, takrat med navijači, ampak moram reči, ko se pa himna zapoje, ki jo cele stožice pojejo v en glas, to pa gre do kocine po konci. To je pa čist nekaj drugega. To je pa moment, ki se res težko piše z besedami in tega bom verjetno najbolj pogrešal. Začetek himne in potem, ko začnejo vsi pet, ko zmanjšajo himno in vsi v en glas. Že zdaj sam misel na to ti dvigne dlake. Ja. Drugače si pa tudi eden tistih, ki so v bistvu znali povezati generacije starejših in mlajših. Kako si recimo ti doživljal, oziroma kako še doživljaš te mlajše fante, ki zdaj prihajajo za tabo? Mogoče kot konkurenco? Ne, kot konkurenco sigurno ne, čeprav jaz brez pardona bom na treningu zmeri dal vse od sebe, da te premagam, da ti dokažem, da sem boljši od tebe, to sigurno. Jih pa tako poskušam razumeti. Predvsem to je važno bolj, ko mogoče govoriti, poslušati jih, poslušati njihove občutke in potem dati nek feedback ali pa razmisliti na kak način, kak razmišlja, se proba dati v njegovo vlogo. Mogoče mi to pomaga, da sem, da imam najstnika doma istih let podobnih, pa smo imeli podobne debate, tako da predvsem pogovor, tisto za tehnično in taktično znanje, itak poskrbimo vsi, ki smo na treningu, od trenerjev, potem daš kako sugestijo, pomagaš, predvsem pa ta pogovor, ki si na samem, pa razmišljanje o načinu življenja, odbojki, ker tisto, kar bom rekel, mogoče manjka tej današnji generaciji, da so res posvečeni maksimalno. Vse lepo in prav, prideš zdraven, reprezentanca, pa čakaš, da te bo nekdo drug, da ti bo pomagal, ali je to soigralec, ali je to ne, treba prevzeti odgovornost sam in res se posvetiti temu in biti maksimalno fokusiran. Dejan, kaj pa zdaj? Kakšni so tvoji načrti zdaj, ko imaš poletja po dolgem času mogoče malo bolj zase? Evo, zdaj je še ostalo nekaj časa, da se spočijem, da napolnim baterije, ampak že 20. avgusta začnemo priprave v klubu z Alpacemom iz Kanala. Tako da veselim se nove sezone, ko mi čakam v bistvu, da se lotimo. Imamo dokaj, jedro je ostalo isto in pripeljali smo par novih igralcev, tako da smo dobili na širini in veselim se že nove sezone. Torej v bistvu še 2 leti v Alpacemu, ne? Tako, še 2 leti imam igralsko pogodbo. Bomo pa videli še, bi še naprej igral ali pa bo cajt za končati. Mogoče kakšne trenerske vode, glede na to, da imaš že kamp, ne? Ja, odbojkarski kamp je že bil 5. leto zapored, letos v Gorici, premierno v Velenju. Tako da to nam super funkcionira, imamo ogromno otrok, ki se vračajo vsako leto, tako da smo res kamp spravili na zelo, zelo visok nivo. Tako da jaz sem ponosen na to zgodbo, ta zgodba bo sigurno se nadaljevala. Ker mislim, da smo z Ines Vidič res ustvarila en odličen kamp za mlade, ki doživijo tle in pridobijo znanje odbojki in uživajo in delavnice imajo razne, tako da je vse združeno v tak lep enotedenski paket. Tako. Potem pa bomo si ogledali fante v Ligi narodov. Kaj bi jim recimo želel sporočiti na Kitajskem? Evo, to je ena stvar, ki je ne pogrešam, potovanja. Itak zaželim jim veliko sreče, verjamem v njih. Francozi na drugi strani premagljivi sigurno. Tako da samozavestno garali so zdaj 3 meseca za to tle in samo naj verjame v sebe. Zdaj, hipotetično vprašanje, zelo hipotetično. Če jim zahusti, ne? A boš pršem kaj pomagati, tako kot 2 leti nazaj v Rimu? Na Kitajsko dvomim, da se bom vozil. Mislim, dvomim, da bom predaleč letel. Verjetno bi direktno tekmo pršel
Dobro se v Rimu sem tudi. Tako. In je bilo odlično, ne, za v bistvu zadnja točka. V redu se je končalo. Tvoja, ne? Tako. Zdaj pa za konec, evo, če bi moral zbrati 3 stvari, 3 vrednote, ki naj jim recimo mladi sledijo, če želijo postati uspešni športniki, recimo z eno tako uspešno kariero, kot jo imaš ti zdaj za sabo. Prava vizija, trdo delo, vztrajnost, posvečenost, to je vse, o čem smo se pogovarjali. Torej, Dejan Vinčič, hvala za pogovor in v bistvu, zgolj beseda hvala se ne more lih pokloniti tvoji bogati karieri, tako klubski kot reprezentančni. Bilo nam je v čast, da smo te gledali, navijali zate, sploh pa, da smo te danes gostili v studiu. Malenkost, hvala.